Spoštovani veličastni umi, posnetek, ki smo ga obljubili. Veste, vsi živimo v istem svetu, pa vendar ne živimo v enakem svetu. Ker ga ne doživljamo na enak način, ker ga ne vidimo na enak način in ker ga ne občutimo na enak način. Toliko, kolikor je nas, toliko je različnih umov, miselnih naravnanosti, različnih miselnih napak in toliko je tudi različnih percepcij in različnih izkušenj. Ta posnetek je namenjen predvsem vam, ki se svetom danes in z izzivom pandemije težko ali čedalje težje spoprijemate. Madona, tale beseda pandemija mi gre res težko z jezika, ker mi gre že tako na živce ob vsem tem ponavljanju, ki smo ga deležni, ampak sem se pa na ta način vsaj izognila tisti drugi besedi, ki pojmuje tisto, s čimer se mnogi bojujejo že zadnje pol leta. Pravim, da različno dojemamo ta svet. In odgovorite si prosim na naslednje vprašanje. Ali veste, da nekateri ob enakih pogojih uspejo in nekateri propadajo? Ali veste, da nekateri z enako diagnozo umrejo in drugi ozdravijo? Ali veste, da ob enakih življenjskih okoliščinah in izzivih nekateri zmorejo in nekateri obupajo? In ali veste, da ob enakih informacijah nekateri dosežejo želeno, drugi pa informacijam verjamejo? In na katero stran izmed vsake od teh dvojic se postavljate vi? Poglejte, meni je popolnoma jasno, da če človek ne goji v sebi nekih pozitivnih vzvodov in zaupanja, da zdaj že zavija z očmi in zopet navaja 100 različnih izgovorov v stilu ampak to ni isto, to je hujše, tisto je nevarno, vsak je lahko pameten. Mene ne rabite prepričevati, prepričujete zgolj sebe. In jaz vas na tem mestu vprašam, res mislite, da ste tako nekaj posebnega in drugačni, da bi se ravno vam zgodil tisti en možen procent najhujšega scenarija? Pa karkoli to že je, tisto, česar se bojite, kar imate pač v svoji glavi. Res tako mislite? A to verjamete? In tudi če, hipotetično na ne vem katero potenco, tudi če bi se to res zgodilo, ali bi imelo smisel, da to že prej doživljate znova in znova? A ne bi bilo le takrat enkrat dovolj? Namreč, zakaj take stiske in strahovi? Naši možgani ne ločijo časovne perspektive v smislu, kar je bilo in kar bo. Vse, na kar intenzivno pomislimo, ne glede na to, ali smo to že dejansko doživeli ali ne, se naši možgani in posledično telo odziva tako, kot da bi bilo to ta hip res. Znova in znova. Če povzamem, to pomeni, da se vam prav nič hudega ni zgodilo, vi pa sami sebe v svoji glavi, s svojimi mislimi, vi si ustvarjate katastrofo, peko. In če še bolj karikiram, vi se bojite, da bi se nekaj zgodilo, da bi zboleli ali karkoli, ampak v svojih mislih torej in tudi v namišljeni resnici potemtakem že ste. In to že 100-krat, vsak dan, znova in znova. Se res nimate dovolj radi, da bi sami sebe obvarovali pred vsem hudim, pred vsemi temi stiskami, pred vsem tem stresom, ki izhajajo iz tega naslova, tem bolj, kot je le v vaši moči. Zagotovo se imate radi in vam je življenje ljubo. Drugače se ne bi tako bali, je res? Kakšno nasprotje, kaj ne? Ker nam je življenje ljubo, povzročamo tako paniko, da ga z načinom varovanja izgubljamo, le na drugačen način. Dragi ljudje, dajte se krepiti v zaupanju v naravo, v življenje in ne nazadnje v inteligenco vaših teles.
Ali res menite, da ste tako krhka in lomljiva bilka? Potem se res ne poznate dobro. Dajte no kaj od sebe, kje je optimizem, kje je veselje, kje je strast, kje je ljubezen. Madonna, nekateri skačete z ene strani ceste na drugo, da le ne bi koga srečali, pa se vas lahko še kaj zbije. Džabe vam pol maska, ne? Prenehajte biti sami svoj sovražnik in prenehajte se bati lastne sence. Izobražujte se. Spoštujemo ukrepe? Ja. Imamo zaupanje, da v najslabšem primeru, tudi če bi potrebovali pomoč, jo bomo dobili? Ja. To je to. Pika. Ne odžirajte si vseh drugih elementov in aspektov življenja, ki jih prav tako enakovredno potrebujemo za fizično in psihično zdravje, ker nam jih že drugi dovolj. Če se boste koncentrirali le na eno, na fiziko, boste potem kaj, zdravi zaprti v polju ali kako? Spet karikiram, ne vlecite me prosim za jezik, govorim zgolj dobronamerno in spoštovanjem do vseh. Prosim, poglejte, koliko sem že povedala, pa sploh še nisem prišla do tega, da s svojimi mislimi in razmišljanji, pa ne nazadnje tudi ustvarjamo realnosti in dejstva naših življenj. Dajmo poenostaviti. Mislite in razmišljajte zgolj o tistem in na način, kar bi si želeli zase in za druge, da se zgodi. To je vse. Če ste nekje sami, dajte poriniti tisti nos izza maske, dajte globoko dihati, dajte živeti. Dihanje je enako življenje. Veste, svoboden vdih je bil prva stvar, ki ste jo naredili, ko ste prišli iz maminega trebuščka. In naj ne bo pod masko zadnja. Ljudje ne umirajo le fizično. Nekateri v sebi umrejo že mnogo prej. Torej, na katero stran pri prejšnjih vprašanjih ste se postavili? Glavo gor, pozdravljati sosede, ne bežati pred vsakim. Če potrebujete pomoč, pogovor, si to poiščite. Mnogo je izvrstnih strokovnjakov in izjemnih ljudi. Pogovarjajte se drug z drugim. V prvi vrsti pa se pogovorite sami s seboj. Kot najboljši prijatelj si dopovejte, da je kot vse tudi to samo obdobje in bo minilo. In dopovejte si, da smo tako ali tako vsi minljivi in ne dovolite, da preminete mnogo prej kot vaše telo. Na vas je, s kakšno miselno naravnanostjo koristite svoj čas življenja, ki vam je odmerjen. In še, izberite in ljubite življenje. To pa je vse prej kot izolacija, vse splošna sumničavost, panika ali uboga pristanskost. Prej ste se bali rakastega obolenja, zdaj virusa, česa se boste jutri? Glavo gor, še enkrat. In prepričana sem, da ste sposobni v eni minuti zmožni našteti vsaj 15 hujših scenarijev, kot ga imamo zdaj. Wow, hvala Bogu, da je samo to. Ni res? Jaz vem, da se vi tega zavedate. In nekateri sicer bolj na tiho, nekateri bolj na glas. Morda se samo zvečer, ko greste spat, ali v tisti sekundi dneva, ko ujamete tišino, razmišljate o tem, da je vse okej in da bo vse okej. Življenje je tako. Mi pa velikokrat takšni v svojih mislih in v svojih srcih. Naj ponovim besede enega prvih posnetkov. Vse, kar potrebujemo, imamo pri sebi in v sebi. Uporabljajte to. Maham, do naslednjič. Čudoviti, čudoviti umi.